biti majhen je zakon. Ok, mogoče včasih ne, ko se na primer v kinu pred mene usede kak velikan ali pa če bi hotel zabiti koš. Vse, velikrat pa je. Sploh, če si v pravem okolju. In evo mene v Barceloni. V mestu z malo manj prebivalci, kot jih ima celotna Slovenija, z nešteto ulicami in uličicami, pa nenehno gnečo in pomanjkanjem prostora. In s čim se fino voziti tukaj? Ja, z čim majhnim. Zato imam Aygo Cross. Wow! Po ulicah poplesavam kot baletka. Se hotel reči baletko, pa ne vem, če je to sploh ta prava beseda. Baletnik, se vem, ja. Ampak baletko se sliši bolj cool. In cool je tudi Aygo Cross, ki je zdaj nekoliko višji, zato se sploh ne počutim, kot da me bo vsak čas nekdo povozil. V bistvu je samo 1 centimeter višji, če gledam zgolj oddaljenost od tal, ampak 5 centimetrov in pol višji, če gledam na kakšni nadmorski višini, sedi moja zadnjica. V bistvu sem toliko odstal kot v Toyoti CHR, da si boste lažje predstavljali. Tudi menjamo avte in izbiram med ročnim pa samodejnim menjalnikom in tukaj v mestu mi je tale CVT prav simpatičen. No, sem vsem šel iz mesta malo ven v naravo na cesto, ki sem jo pred leti odkril čisto slučajno in pelje skozi tak lep naravni park. To cesto sem izbral pa zato, ker se precej povzpne in je malo težavna za majhen motorček. Skratka, Aygo Cross, nov Toyotin malček, ki bo prodajno najbolj zelo uspešen, vsaj zaradi 2 razlogov. Prvi je, da v tem segmentu ni več toliko tekmecev, kot jih je bilo včasih, ker je marsikater proizvajalec že nehal ponujati tako majhne avtomobile. Ok, nekaj jih je še, Twingo, Fiat 500, Ignis, mogoče bi se še kakšen našel, ampak jih je vseeno bistveno manj kot včasih. No, drugi razlog je pa, da je Aygo X edini v bistvu cross, torej malo bolj dvignen od tal, kar je itak všeč vsem in s tem v bistvu odpira en nov razred ultramajhnih križancev. Ali kako bi se temu rekli. Kar težko si v njem predstavljam kakšen starejši par, ker je oblikovno tako navihan, čeprav pri Toyoti pravijo, da računajo tudi na takšne kupce, kar se mi zdi pa pol še posebej zakon, ker starejši očitno dokazujete, da ste še vedno super in za take bolj atraktivne stvari. Sicer pa mislim, da se bo dobro znašel tudi v vlogi drugega ali pa tretjega avtomobila pri družini za kakšnega študenta ali pa za mlado frajlo, da bo pol se vozile tam dol po mestu. Bo pa vsem sigurno všeč, da je zunanjost lahko v 2 barvnih tonih, da so poleg navadnih na voljo še 4 take kombinacije, ki imajo v bistvu ime po zeliščih. Ena je čili, tale ingver, prej me je malo praskal po grlu in me je nehal, potem je ena recimo tudi brin, sem dobil idejo za en gin tonic pol po vožnji, kakorkoli. Všeč vam bo ta navihanost, Aygo je lahko skoraj kabriolet, ker se platnena streha, če jo boste izbrali, odpre precej na široko in platišča so v bistvu lahko 18-palčna. Mimogrede, včasih imam več sreče kot pameti, ker manjka par milimetrov, pa bi ga popraskal. Cajt, da grem. Od prejšnjega je daljši skoraj 1/4 metra, kar pomeni, da ni več ultra majhen, pa tudi višji je in širši, kar pomeni, da je v bistvu celo tamle zadaj dovolj prostora za 2 potnika, sploh če sta bolj majhna, a ne? No, veliko več prostora je tukaj spredaj, ker je avto vsem namenjen predvsem 2 potnikoma, je pa okolje zelo fajn. Aygo Cross namreč stoji na platformi večjega Yarisa in si z njim deli tudi polovico vseh sestavnih delov. Sicer je notranjost predvsem iz trde plastike, ampak z velikim zaslonom, nekaj osnovnimi stikali in finim volanom iz Yarisa. Ja, lahko izberete tudi 5-stopenjski ročni menjalnik ali pa takšen neskončno stopenjski samodejni. V bistvu je ta v majhnem mestnem avtu čist fajn, glede na to, da se boste non-stop potikali po ulicah. Zato, ki gor bi imel pa rajš ročnega. Ja. Hibrida ni, kar je v bistvu logično. Avto mora biti pocen, ker je pa lahek in majhen, pa tudi nikakšne posebne bencinske žeje. Kljub temu, da sem šel tja gor v hribe, je poraba pod 6 litrov. Tamle spodaj je litrski trivaljnik z vsega 53 kW moči, kar je 72 konjičkov.
In veste kaj, v bistvu čist dovolj. Čist fajn vleče. Takoj, ko se cesta poravna ali pa takole v mestu, tudi takoj utihne, da bo jasno, tole ni noben dirkalnik, več kot 15 sekund potrebuje do 100 in pri 158 km/h, kolikor jih zmore najbrž kar konkretno ropota, vse to pa v bistvu ne moti, ker je v mestu ali pa na odprti cesti čist zakon. K nam pride v bistvu že prišel. Cena osnovnega je 13 500 evrov in če vzamete Toyotino financiranje, vas mesečni obrok lahko pride samo 79 evrov. To je malo več, kot jaz plačujem na mesec za internet. Se mi kar naenkrat zdi drag internet. Gal, je kakšna navihana muska, jaz se pa spustim nazaj v gnečo Barcelone. Pa upam, da nam praskal felt ne.